Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v oddaji Evropski utrip. Evropski poslanci so znova v Štrasburu na plenarnem zasedanju, ki traja zdaj že tretji dan, in čeprav so imeli zelo ustaljen in močan dnevni red, so seveda zadeve z črno katalonsko nedeljo spremenile verjetno tudi potek dogajanja oziroma razprav. In seveda to vprašanje najprej naslavljam na vodjo slovenske delegacije v Evropskem parlamentu pri Evropski ljudski stranki, dr. Milanu Zveru. Najprej seveda uvodoma lep pozdrav v Štrasbur. Povejte mi, dr. Milan Zver, tale črna katalonska nedelja, se pravi referendum o osamosvojitvi Katalonije, reakcije so bile, da je Evropska unija, se pravi Evropska komisija in ostale inštitucije precej medlo mlačno odreagiralo predvsem na nasilje španskih oblasti nad, v narekovaju, mirnimi protestniki. Ja, še enkrat lep pozdrav iz Štrasbura. Res je, Evropski parlament oziroma evropske inštitucije niso mogli ostati tiho ob teh dogodkih v nedeljo v Kataloniji, zlasti v Barceloni. Zato so se tudi v ponedeljek poslanci odločili oziroma vodje vseh poslanskih skupin, da bodo to temo vrstili tudi na dnevni red zasedanja, tako da bo popoldne debata o tem. Ampak razprave o tem so potekale tudi ob drugih točkah, tako da se očitno ta točka je izjemno pomembna. Vse skrbi ene in druge, enostavno ne moreš ostati nevtralen in opazovati zgolj situacijo, ker je tako pereče vprašanje. Tukaj ne gre samo za vprašanje Katalonije ali pa njene odvisnosti ali neodvisnosti, ampak gre tudi za širše vprašanje, ki presega tudi vprašanje Španije, torej gre tudi za Evropsko unijo. Nenazadnje imamo kar nekaj odprtih tovrstnih vprašanj. Danes smo že slišali v Evropskem parlamentu, da se bodo kmalu prebudili tudi Baski, tukaj je še potem Korzika, ki se tiče Francije, da o odcepitvenih težnjah drugih, kot je Flandrija in zgodovinsko že tudi Južna Tirolska, da ne govorimo o Škotski in še nekaterih drugih delih Evropske unije niti ne govorimo. Torej, to zgodbo moramo vseeno gledati v kontekstu. Jaz sem že večkrat poudaril tudi slovenskim novinarjem, ki so zelo tako podpirajo vso to katalonsko zgodbo, da vendarle ni čisto primerljiva z slovensko osamosvojitvijo. V Španiji oziroma Katalonijo je podprlo odcepitev zgolj 38% volilnih upravičencev. Pri nas je bilo takih 90%, to je bistvena razlika. S tem, da smo mi imeli še ustavno garancijo, ustavno možnost, ustavni okvir za to dejanje, in pa še nekaj se bistvenega pozablja. Slovenija je takrat bežala, če rečem v svetopisemskem reku, iz suženjstva v svobodo, in torej iz relativno totalitarne ali pa nedemokratičnega režima. Srbski režim je takrat postal vse bolj brutalen, vdiral je v bančni sistem, recimo, vedno bolje postala Jugoslavija centralistična in unitarna, in seveda normalno slovenski refleks je bil popolnoma normalen, legitimen in tudi kot tak pripoznan. Samo ne na začetku, če se spomnite, so bili na začetku tudi vsi proti temu, da bi se Slovenija osamosvojila, celo velesile, kot so ZDA. Povejte mi, precej mlačen odziv je seveda tudi bil slovenskih oblasti oziroma vlade in tako dalje. Zanimivo pa je nekaj, kar se je pri meni porodilo neka čudna občutja. Namreč prvi se je javno oglasil, in to v svetovnem okviru, naš nekdanji predsednik republike Milan Kučan, ki pa je imel intimno v sebi precej zadržkov oziroma ni bil za samostojno Slovenijo. Točno tako. To sem tudi v nekem intervjuju sam omenil, večkrat je poudaril, da to ni bila njegova intimna opcija, osamosvojitev Slovenije oziroma razpad Jugoslavije, sedaj pa je zelo goreče podprl katalonske independiste, kot se sami imenujejo. Tudi sicer leva, zlasti skrajna leva stran, in videli smo v parlamentu tudi skrajna desna stran, goreče podpirata osamosvojitev Katalonije, medtem ko so stranke demokratičnega loka precej bolj zadržane, zato ker se
tudi pričakujejo, ali pa posledice vsega tega so lahko dokaj hude, ne. Videli smo, da tudi španska vlada s tem nasiljem policije in posebnih enot naredila medvedjo uslugo sami Španiji oziroma obstoju Španije, ki je sicer dokaj decentralizirana država, to moramo vedeti, ampak vendarle z nasiljem so nekako dvignili stopnjo upravičenosti in legitimnosti separatistov oziroma tistih, ki se zavzemajo za samostojno Katalonijo. Danes bo zanimiva razprava na to temo, karte se bodo položile na mizo. Jaz sem prepričan, da bomo iz vseh zornih kotov temeljito analizirali nastalo situacijo. Je pričakovati kakšno resolucijo ob koncu današnjega zasedanja vezano, ne vem, na Španijo, kjer bi jasno Evropski parlament pozval Evropsko komisijo, da naj Španiji da, ne vem, 2-3 mesece rok, da uredi razmere po demokratični poti, seveda. Dogovorjeno je bilo, da posebne resolucije o Španiji oziroma Kataloniji ne bomo sprejemali na tem zasedanju, vendar se bo vsekakor evropske inštitucije morale soočiti tudi s tem vprašanjem. Predvsem je potrebno sedaj zagotoviti dialog med Barcelono in Madridom in da preprečiti vsakršno nasilje, tako civilno-družbeno, kakor tudi policijsko oziroma vojaško. To je začetek, predpogoj vsega urejanja odnosov med Barcelono in Madridom. Bomo videli, vsekakor pa se predsednik Evropske komisije, gospod Juncker, ne bo mogel več zgovarjati, da je to ni evropsko vprašanje in da ima bolj pomembna vprašanja na dnevnem redu. V prihodnje bo se še kako moral ukvarjati tudi s tem. Temeljna razprava v tem tednu je seveda bila povezana z ločitvenimi postopki med Evropsko unijo in med Veliko Britanijo. Pa me zanima, ali upočasnitev oziroma, kako bi rekel, jalovost tega postopka je tudi morda povezana z ugotovitvijo Velike Britanije, da je Evropska komisija ranljiva tudi zaradi takšnih dogodkov, kot je ta bil v Španiji. Zagotovo. Angleži so zelo natančno proučili svoj pogajalski položaj, svojo pogajalsko pozicijo in seveda je tudi upočasnitev pogajalskega procesa posledica tega spoznanja in te ocene. Dejstvo je, da je Evropska unija spet ranljiva. Ko smo v preteklosti govorili, da je ranljiva, da njen obstoj vprašljiv zaradi imigrantskih valov, zaradi terorističnih napadov, zaradi energetske odvisnosti, zaradi relativno obrambne in varnostne šibkosti, zaradi kibernetske vojne, ki sproža Putinov režim v Evropski uniji. Sedaj moramo k temu dodati še eno šibkost in to so separatistične težnje oziroma težnje po osamosvajanju nekaterih predelov. Ko da ni bila dovolj kriza, ki smo jo preživljali v preteklosti, še gospodarska, socialna in finančna, sedaj je Evropsko unijo doletelo tudi to. In vzelo bo zagotovo tudi precej energije. Evropska unija je ravno pred časom že išla iz gospodarske in socialne krize, tudi finančne. Gospodarska rast je celo večja kot v ZDA v zadnjih četrtletjih. Imamo skratko dobro gospodarsko klimo in imeli bi recimo v prihodnosti lahko sladke probleme, kako ta višek, ki ga ustvarimo, porazdeliti tudi po načelu solidarnosti. No, sedaj imamo spet eksistenčna vprašanja na dnevnem redu in očitno bomo morali v prihodnjih mesecih se ukvarjati tudi s temi vprašanji. Ločitev od postelje in mize je seveda v mnogih primerih, večini primerov precej boleča, tudi precej stvari se dogaja po sodiščih in tako dalje. Ali je temeljni problem predvsem v ceni ločitve, ki bi jo moralo plačati Britansko kraljestvo, se pravi teh 47 milijard evrov? Cena bo zagotovo eden od osrednjih orehov ali kamnov spotike, bi temu rekli, v pogajanjih, vendar pa ne edina. Jaz mislim, da so druga vprašanja še bolj pereča. Prvo tako vprašanje, ki bi se ga mogli vsi politiki, ki so demokrati, postaviti, je, kako doseči, da bi ne bile kršene državljanske pravice, zlasti Britancev, ki živijo v Evropski uniji, ali Evropejcev, ki živijo v Veliki Britaniji. To je prvo vprašanje, ki bi ga morali rešiti.
in jaz upam, da bo britanska vlada, nasprotna stran, toliko fer, da bodo pomagali reševati to vprašanje, ne. Tako da vprašanje in institucionalne problemi, ki so, tudi v zvezi s sodiščem, ali Britanija recimo noče priznavati Evropskega sodišča v zvezi z to zgodbo, da je bilo pristojno pri reševanju odprtih vprašanj. To so pomembna vprašanja prav tako. Tako da denar sam po sebi, po mojem, ni tak velik problem. Jaz mislim, da bo nekje prišli skupaj, zagotovo pa bo tudi odvisno, recimo ta faza pogajanja bo vplivala tudi na naslednjo, torej v fazo tranzicije, kjer bomo poskušali določiti nadaljnji modus vivendi med Veliko Britanijo in pa Evropsko unijo. Dejstvo je, tako je naše enotno stališče in to je Michel Barnier večkrat ponovil, Britanija zagotovo ne bo mogla ohraniti vseh ugodnosti in privilegijev poslej, ko ne bo več članica. Danes jih ima, poslej jih bo izgubila. Če bi ohranila katerokoli to ugodnost, potem bi seveda bil to slab zgled za ostale članice, ki bi poskušali čim več pridobiti od Evropske unije in nečesar dati oziroma ne sprejeti nobene obligacije. Torej, jaz sem še vendarle optimist, do marca 2019 je še daleč, lahko rešimo te ključna vprašanja, torej da se ločimo, potem pa takoj že z aprilom začeti nova pogajanja, ki bodo res se začela takrat, ampak sam proces pa bo na neki subliminarni ravni potekal že prej, tako da obdobje tranzicije po mojem ne bo tako dolgo, kot smo ne premislili. Povejte mi, zdaj je v Luksemburgu ustanovljeno Evropsko tožilstvo, ki naj bi se ukvarjalo prav s vprašanjem pranja, kriminala, s katerim je naprimer kraden, po domače rečeno, evropski denar. Zanimivo pa je nekaj v senci vsega tega, pa pri nas se seveda dogaja tale znana pralnica Iron Gate NLB z 1 milijardo evrov, ki naj je bili uprani za iranskega poslovneža, ampak obe državni banki, tudi ta NLM in NKBM, ki je že zdaj privatna, sta se ukvarjali s pranjem. Reakcija slovenskih oblasti pa je zanimiva. Predsednik vlade Miro Cerar je rekel, da to so še indici, še ne pomeni, da je dejansko tudi prišlo do pranja denarja. Evropske inštitucije in mediji pa so že krepko se ukvarjajo s tem problemom. Ja, ta afera je postala zadnji ni tudi odmevla v evropski javnosti. Mislim, da je kar 5 evropskih medijev poročalo o tem in izgleda, da koraka nazaj ni. Vsi povzemajo tudi sklepe slovenskega parlamenta, ki je na žalost edina preiskovalna inštitucija v državi, ki se zanima za ta problem. In izjava predsednika vlade me seveda popolnoma presenetila, da že ima jasno in glasno sklepe parlamenta in tudi strokovnih in preiskovalnih komisij, da je šlo za financiranje terorizma v tej, kar pomeni, da ne gre več za slovenski problem, ampak je ogrožen evropski oziroma globalni varnostni sistem. 1 milijarda denarja je veliko, ne? Poleg tega ugotavljajo, da je kar 80 milijonov bilo plasirane v Nemčijo tega denarja in zagotovo tudi nemški preiskovalni organi ne bodo spali oziroma preslišali tega podatka. Problem oziroma ključna naloga sedaj je vseh in politikov in tudi preiskovalnih organov, da se odkrijejo destinacije in seveda preprečijo morebitni teroristični napadi ali pa teroristična dejanja, tudi za trgovino prodajala in kupovala tudi sestavine za kemijsko in jedrsko orožje. Skratka, preiskava mora biti res temeljita in globoka, ne samo omejena na Slovenijo, če želimo, da bi posledice tega pranja denarja ne bile najhujše, ne? In to na koncu lahko rezultirajo v večjih terorističnih napadih, torej večjih razsežnosti. Jaz na slovenskih oblasti, prve bi morali biti ravno slovenske oblasti, tudi organi pregona, zainteresirani, da se pride resnici na dan. Danes je ta zadeva tako pereča, da nikakor ne bi za to, da se ščiti enega, dva ali tri
ali nekaj ljudi, ki so se skupaj odgovorni in ki so vodili ali morda celo prikrivali to zgodbo. Tukaj se enostavno ne da primerjati in tehtati. Enostavno je treba iti z vso odgovornostjo v proučevanje, raziskovanje te zgodbe. In na koncu najnega današnjega pogovora nekaj, kar je sicer ne povsem evropsko, pa vendar je, kajti vaša kolegica Romana Tomc je zdaj že uradno nekaj od 2. septembra, konec koncev uradno kandidatka Slovenske demokratske stranke za predsednika republike. Pa me zanima, kakšen je odmev med vašimi kolegi? Ja, mnogi so ji čestitali za to pogumno odločitev, da se je lotila tega projekta. Jaz sem tudi zelo vesel, jo podpiram. Predvsem pa se veselim teh soočenj, ki bodo na televizijah, večjih televizijah. Tukaj mislim, da ima ona, glede na to, da je strokovnjakinja, da se spozna v področne politike, prednost praktično pred vsemi konkurenti, in jaz mislim, da se bo rejting ravno zaradi te njene strokovnosti povečal v prihodnjih dneh. Nič na koncu, spoštovani dr. Milan Zver, uspešno delo do konca tega plenarnega zasedanja ta teden v Štrasburu, pa se slišiva, ko boste znova sedeli poslanci Evropskega parlamenta v klupeh. Srečno. Hvala lepa in lep pozdrav vašim gledalkam in gledalcem. Mi pa se vidimo torej znova, ko bo zasedanje parlamenta v Štrasburu. Srečno.